Dober večer, samostojni podjetniki, osnovna celica gospodarstva ali davčni goljufi. Kdo je lahko samostojni podjetnik, kdo ne? Je sodnik lahko podjetnik? In kdo naj o tem sodi? O tem bomo govorili danes, še prej pa si poglejmo, kaj na vse skupaj pravi gospodarstvenik Joc Pečečnik. Glejte, jaz mislim, da bi tako kot gotovino tudi SP morali zapisati v ustavo. Odpreti in imeti status SP je osnovna človekova pravica. Tako da mi se zavzemamo, da bi bil status normiranca, se pravi normiranca, a ne človeku podeljen že ob rojstvu. To bi bilo to, ne? To bi omogočilo različne ugodnosti, plačevanje akontacije v sadnih kaščicah, lahko bi dajali plenice v stroške pa tako naprej. Na vsako vožnjo z vozičkom recimo bi lahko uveljavljal kilometrino za starše. Skratka, veliko ugodnosti, ki bi mi tako v SBC mislimo, da bi morale ljudem pripadati. SP v ustavo, država se je dovolj že mešala v gospodarstvo. Zdaj ne se spet gospodarstvo malo meša v državo, ne. Tako je. Dobro, kaj pa o tem pravi eden od primorskih političnih tajkunov, Boris Popovič? Jaz lahko rečem, da svoj karieri nikoli nisem bil SP. Bil sem LP, bil sem OP, skoraj sem bil tudi DP. Valjda sem imel seveda željo postati enkrat SP. Vsak reli dirkač si enkrat želi postati svetovni prvak, meni ni uspel, jaz sem bil lokalni prvak, jaz sem bil občinski prvak, drugače sem KP, valjda iz Kopra, potem sem tudi PK, sem dobil pogojno kazen, zato so me kolegi klicali KPPK, to so me tako klicali, ampak to so te reli dirkače, ki so me tako klicali. Drugače sem pa jaz tudi postavil prve SP, Slovenske palme, to so bili prvi slovenski SP, zdaj jih ni več, ampak obstaja, mi pa lep spomin, in nekaj palmovega olja. In še, poglejmo si izjavo tistega slovenskega poslovneža, ki je zaradi svoje podjetniške žilice moral tudi v zapor. Jaz bom govoril skozi oči športnika, ne skozi oči podjetnika, in kot tudi športnik je moja kariera tako rekoč brezmadežna, medtem kot podjetnik sem moral delati tudi napake, lahko sem da dolgo sodišče ne odloži, da jih jaz ne bom, ampak absolutno se vsak človek rodi kot podjetnik ali pa kot športnik, Jaz sem recimo se rodil kot športnik, ampak sem moral se preživljati kot podjetnik in te fore, ki jih zdaj dela Dončić od table, od sredine, sem jaz delal v zaporu, In sam noben je snemal tega, tako je to, Eni se rodijo kot podjetniki in imajo to ostajanje, če hočejo. Jaz sem se rodil kot športnik in tako je, To bilo tudi lahko ostalo, Dobro, zdaj pa poglejmo, kdo lahko postane samostojni podjetnik, V studiu zdaj pozdravljam ministra Luko Mesca, Gospod Mesec, vi niti enega dneva nimate, kot SP-jevc, Ja, mogoče za začetek lepo pozdravljam, bi kar uporabil besede našega bivšega predsednika Boruta Pahorja, so what. Glejte, dejstvo je, da dejansko bi si odprl, recimo, tako na prvo žogo, če pogledam popoldanski SP, ampak ne zdaj. Ker spremembe smo zdaj spremenili. Obljube smo spremembe in smo jih naredili in pogoji niso več takšni, kot so bili pred tem. Če bi bili pogoji isti, bi si ga definitivno odprl. Mislim, bilo furo. Zdaj sem pa rekel, da pa ne. Ne bomo pa to naredili, da se bom sam sebe spravil neko skušnjavo, da si odprem popoldanski SP. Sej, Miha, recimo, Kordiš je odprl zavod. Dobro. Recimo, pa vemo, kaj je bilo, Nekaj pač del se nalaga, in Delo se nalaga. nima smisla, Nima smisla, Gospod Mislim, Mesec, zakaj bi v življenju sam delal? Ker delaš, na koncu pa itak umreš, Ja. Gospod Mesec, Ja. mogoče ne znate odpreti SP-ja, pa vam lahko pomaga gospod Lahovnik. Ja, pa ne, ni res, ker jaz, se ne povem, ampak jaz bi samo rad povedal, da če bi imel SP, bi bil pod pritiskom, ker sem pač samostojni podjetnik. Dobro. Tako sem pa lahko sam pod pritiskom samega sebe. Dobro,
So samostojni podjetniki pod pritiskom, gospod Lahovnik? Po moji oceni seveda, ne. Kar se gospoda Mesca tiče, jaz mislim, da se njega ne da naučiti, kako se odpre SP. Sicer pa kar se tiče SP-ev, gledajte, jaz predlagam, da se NEK2 gradi preko SP-ev. Bom takoj pojasnil, a ne. Gre za transparentnost. Korupcija, ki je dostopna vsem. Vsak Slovenc recimo odpre SP in preko njega gre del sredstev za NEK, a ne? Vsak dobi nekaj od tega posla in vsi smo zadovoljni. A razumete? Dobro. Ker če smo vsi del korupcije, potem korupcije ni več, a ne? Logično. To je odlična rešitev. Po mojem je to odlična rešitev, a ne? Dobro. Smo se leta tudi posluževali v stranki in vam lahko z prve roke povem, dokler so vsi zraven, ni težav. In če to prenesemo na državno raven, mislim, da imamo rešitev za vse velike državne projekte. Vse zaprto. Dobro, Ja. gospod Mesec, za vas bom pa direktno izval. Ja. Če so Ne, vsi ker sem pod zraven... pritiskom. Gospod, Ne me izvad, ker sem, ampak ja, vas bom direktno izval. Ne, ker sem pod pritiskom. Ne. Gospod Mesec. A Zdaj vi pa tudi, morat... gospod Slak, a vi tudi slino požirate vmes, ko govorite? A se vam to, Poglejte, jaz to poglejte. delam, ko sem pod pritiskom. A Poglejte, veste, jaz nisem pod pritiskom. ste, nekaj vas vidim. V tem času jaz sem drugače zelo dober imitator in znam malo preceniti človeka in se vas... Poglejte, Pazite, jaz nisem pod pritiskom, Ste. ne. Samo javnost Ste sam na želi, popu. javnost želi izvedeti, ne, zakaj so vsi zraven, ne. Ja, To je pomembno. saj to sem Jaz hotel pa nisem povedati. pod pritiskom. Ste vi pod pritiskom? javnosti sem hotel povedati in Povejte razkriti, javnosti. kdaj sem bil najbolj pod pritiskom. Kdaj ste bili? Ko sem bil predsednik Boste vlade odstopili? 2 tedna. Ne, v 2 tednih, če bi pa odstopil, bi se pa res blamiral, prostite. Če bi pa v Gospod tistih Mesec, 2 je pa res, Gospod je pa Lahovnik, res, ne, zdaj bom pa vas izval. kaj bi bilo, če... Gospod Lahovnik, Zakaj mi ne se date gospod besede? Mesec blamira. Gospod Mesec blamira sebe in celo državo. Hvala, da ste ga vprašali, če bo odstopil, ker to bi res bila odrešitev za celo državo in rešitev za vse težave. Jaz, a ne? glede na to, da mi ne date besede, predvidevam, da Ne, me sploh v ne, tem studiu hvala. ne rabite. Tako da Hvala se od lepa, vas- gospod Mesec, Vam pa hvala ne. lepa, gospod Lahovnik, Jaz se in vam- hvala naj tudi gre. vam, Jaz ker se ste vam ne- Kar zdržali. naj bom gre. zahvalil se vam. Vse je tvoja oddaja, kar naj gre van. Marksist, K, Milom